Torej, dober dan želim, častne meščanke, častni meščani, spoštovane mestne svetnice, mestni svetniki, spoštovane gospe in gospodje, spoštovane Toršice, tovariši, drage borke in borci, spoštovane partizanke in partizani. Danes, 4. avgusta, ob rahlem dežju tu na Kongresnem trgu, s ponosom vzklikam: živel 9. maj, praznik Ljubljane, mesta heroj, praznik mesta, ki s ponosom slavi 75 let od osvoboditve, in te slike, ki so videni tu iz Kongresnega trga, kažejo tisto veselje slovenskega naroda, Ljubljančank in Ljubljančanov ob naši osvoboditvi. Tovarištvo, ponos, da se boriš za svoj jezik, za svojo zemljo ali svoja podjetja danes, kot je rekel rektor, je bilo tisto, kar je vodilo do te veličastne zmage. Sicer bi danes govoril o uspehih mojih sodelavcev, o zahvali meščankam in meščanom za vse, kar smo storili v tem času, ampak naj bo sam en stavek dovolj, da v času pandemije je mesto teklo normalno, kot se da normalno naprej, za kar so zaslužni moji sodelavci in sodelavke. Delali smo tista humanitarna dela, 550 obrokov vozil hrane najbolj ogroženim otrokom socialnih družin. Imeli smo varstvo na domu, dali smo hostel celica za zaposlene v kliničnem centru in številne druge aktivnosti. Osnovna ideja je bila za sodelavce in sodelavci ni odpuščanja, vsi bodite samoodgovorni, čuvajte sebe, čuvajte svoje in jaz sem na to čuvanje ponosen. Danes tudi vidimo Kongresni trg brez ograj, ni žic. Kajti bila je dosti ena žica med drugo svetovno vojno tam na Golovcu okoli PST-ja in ni nobenih žic v glavah. Ne vidim potrebe in razloga, da se mi predstavniki ljudstva voljeni skrivamo pred svojim ljudstvom ali se pograjujemo. Danes ponosno slavimo ta naš praznik in jaz sem vesel, če lahko povem še nekaj besed o naših prejemnikih plaket, nagrad, čestitke, zasluženo. Pravzaprav je imela komisija zelo težko delo zbrati najboljšimi. Posebna zahvala gre častni meščanki in častnemu meščanu, kajti vi še izboljšujete ta jagodni izbor naših častnih meščank, častnih meščanov. Imamo prvega predsednika tu, katerega posebej pozdravljam, kajti on je tisti, ki je pokazal pot v pravo smer. Hvala lepa, gospod predsednik. Danes je naša nova častna meščanka Gabi v svojem nagovoru pokazala svojo široko prekmursko dušo, ki je prinesla to svojo milino v glavno mesto, kjer že 54 let poučuje, in če kaj potegnemo iz tega nagovora, je zelo jasno. Ohraniti moramo medsebojno spoštovanje, socialnost in pa predvsem pomoč najšibkejšim. Rektor je povedal tudi, kako je nastajal tolar in kako je bilo enostavno nekoč v politiki na začetku naše države. Ampak spomnil ga bom še na en stavek, leta 2006 je bil tudi povabljen kandidat za župana Ljubljane. In ko sem mu prišel povedati, da bom kandidiral, mi je rekel ta stavek: veste, verjamem, da bi jaz lažje zmagal na volitvah, ampak vi ste boljši za kanalizacijo. No in govor je tu danes še vedno zelo veliko spoštovanje, tako da teh 2200 projektov, med katerimi je veliko kanalizacije, je dvignilo Ljubljano do tega nivoja, da je najlepše mesto na svetu. Sedaj pa še teh čudnih zadnjih mesecih, poleg pandemije, imamo spet nekatere zgodovinarje, ki bi radi prikrajali in spremenili zgodovino. In zato je prav, da smo se skupaj združili z Zvezo borcev, in ko je predsednik prišel z našo predsednico Ljubljane Julko na eno srečanje, kaj narediti, da vzdržimo ta ponos na Titove partizanke in partizani, na narodnoosvobodilno borbo, na to, da s ponosom lahko nosimo rdečo zvezdo, kot ima naša Svetlana,
na to, da lahko pojemo Hej brigade, ki je narodna himna in bo na koncu. Smo iskali primeren datum, da povemo ob spoštovanju vse pandemije in tudi Nacionalni inštitut nam je dovolil ta trak, celo gospod Krek me je vprašal, kakšne barve hočem trak, in vidite, ne, normalno ljubljanski trak, da pokažemo tisti naš odnos do časnih meščank in meščanov in smo se hitro dogovorili za datum 4. avgust. Letošnje leto je pobralo mnoge častne meščanke, častne meščane. Jaz sem posebej ponosen, da me družina Stanovnik dopustila, da sva z Julko šla kot zadnja nedružinska člana obisk očetu naroda in njegov zadnji stavek, ko smo se poslavljali, ne bom nikoli pozabil. Ponosen sem na to, da je moj prijatelj Janez Kocijančič veliko časa preživel v mestni hiši, tudi v zadnjih mesecih, ko je bil resno bolan, in ponosen sem na vse meščanke in meščane, tudi vas, ki ste danes tu prisotni in ker niste mogli priti na to, da spoštujemo vrednote narodnoosvobodilne borbe. Brez tega tudi ne bi imeli leto 90, leto 91, da zdaj živimo v svoji neodvisni, samostojni državi, na katero bi morali biti in bomo ponosni. Povedal bom še tisto, kar ponavljam predvsem za zanamce. Dokler bo to vodstvo Mestne občine Ljubljane, ne bomo dovolili spomenikov domačim izdajalcem. Gradili bomo na vrednotah partizanov, tisti, ki so dali svoja življenja in svojo kri za to, da živimo v tej prelepi domovini in predvsem na tej socialnosti, na pomoči najšibkejšim in tudi v času pandemije se je videlo, kako se je Ljubljana odzvala. Hvala vsem meščankam in meščanom, vse vas pa pozivam, da skupaj gremo 1945 do spomenika očetu naroda. Predtem bojo Jezerški prinesli kratko pogostitev. Vmes pa upam, da bo film v Ljubljani, tistega, ki smo mislili predvajati 9. maja, nam je zabijaz naštel 150 projektov, bo nekaj pokazanih tu na platnu. Čestitke vsem nagrajencem in še enkrat, naj bo ta naša družba srečna, naj bo svobodna, naj bo ponosna na to, da lahko imamo demokracijo, da vsak izrazi svoje mnenje in na koncu ne smemo dovoliti, da ponovno fašizem in nacizem dviguje glavo. In ne pozabiti, da so naši predniki bili na strani tistih, ki so premagali največje zlo 20. stoletja, fašizem in nacizem. Smrt vsem fašizem in svobodo vsem narodom.